Bled, Bled, Bled. Dobrodošli na ta alpski biser, skrit tukaj v dolini, ki ga obiskuje na trume turistov vsako leto. Ena najbolj obiskanih turističnih točk v Sloveniji, ki ponuja marsikaj. Prečudoviti otok, znameniti grad in pa ta pristna, blejska narava, ki tudi v dežju ponuja... Kaj, Luka, a nekaj snemaš? A da bo še več ljudi prišlo na Bled? Prid sem živet, boš videl, v štacun pol ure na 10 dek posebne čaka. Ja, Matija, kaj pa tikle? Moj znanec in prijatelj Matija Kunstelj, kaj je Blejc, tukaj iz Bleda. Matija, a biš ti ne malo okrog pelil danes po Bledu mogoče? Jo, kaj vas pelem, samo raj bi bil anonimen, zato rad šimfam. Zmeren, te bomo zameglili. Potem pa prejmo z Blejcem po Bledu. Park na Bledu. Bled je bil že od 19. stoletja znan kot zdrav kraj. Kraj, kamor se hodimo zdraviti in uživati. Hoditi po travi. Hej, peš dosti trave, boš kazen plačal. Ne sme se po travi hoditi. Ne sme se po travi hoditi. Ampak, a ni bila to ena teh zdravilnih terapij včasih? Ja, to je bilo včasih, zdaj pa ni več. Zdaj pa ni več. Kaj pa lahko počnemo na Bledu? Ja, lahko hodite po urejenih poteh. Ok, pejmo hoditi po urejenih poteh. A to je ta bajta? Ja, a sem še zmeraj anonimen? Ja, si, brez skrbi, še zmeraj anonimen. Riklijeva vila na Bledu, kjer je včasih živel dr. Arnold Rikli, švicarski zdravnik, ki je v 19. stoletju izvedel metode zdravljenja s pomočjo narave. Hoja po travi, meditacija ob jezeru in prav on je postavil Bled na zdraviliški seznam sveta. In zato ima Bled danes toliko turistov. A ti še kaj dodal? Ja, ne vem, a ni žalosten, da tole klele prepada. No ja, se ni to hudo. To bilo treba odgovorne dobiti, pa je poklicati, da odgovarjajo. Tole je treba zrihtati, jaz ne vem. Da takole noter drevje razseje, da vse prepleti. Bled je čudovit v dežju. To je katastrofa. Bled je čudovit v dežju ali pa v sončnem. To je treba zrihtati. A gremo do jezera? Ne, jaz mislim, da je treba klele izkoristiti. Pejmo do jezera. Mislim, res zadežuje, ampak poglejte, kako je vabljiva voda. A se not vrže občinstvo? A ste za? Luka! Spet si na travi! Ja. A pa tudi plavati tle ne morem. Lahko, 100 metrov naprej, pa plačaš. To so pa velike race. A jim dam kaj za jest? Ne, tudi ne smeš. Kaj je kazen? Na Bledu je doma romantika. Ni lepšega kraja v Sloveniji, kjer se mladi pari lahko sprehajajo ob jezeru, se slikajo na tem čudovitem srcu in ob jezeru na klopeh poslušajo, kako iz globin bije mitični zvon zaljubljencev. Ja, je res. Ja. Ampak, če pa zdiš pri jezeru, pa samo do 11, ker pote pa varnostniki hitro pospremijo. Tako ja, red mora biti, ampak še dobro, da je dan, a ne? Kaj je s tabo? Romantika. Tako da, cenjeni gledalci, upam, da ste z menoj skupaj ugotovili, da ne glede na to, ali sije sonce ali pada dež, Bled ostaja eden najlepših koncev Slovenije. Čeprav ima pa kar veliko omejitev, mislim, po travi ne smeš hoditi, plavati ne moreš. Kako živite z vsemi temi omejitvami? Boljš. Zato, ker na Bled pride 700.000 ljudi. Če vsak potravtecev pa plav, kjer hoče, se jih zazmešati. To imate pa prav. Tako da lepo z Bledom in dobrodošli na Bled. Ja, dobrodošli na Bled.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.